Približno 53-odstotni delež Mercatorja je tik pred prenosom na Agrokor. Kot je danes v imenu konzorcija prodajalcev sporočila Pivovarna Laško, sta strani, potem ko se Agrokor v torek odpovedal pogoju prestrukturiranja dolgov, za datum zaključka transakcije določili petek. Agrokor bo za omenjeni paket odštel 172 milijonov evrov. V zadnjih dneh se je sicer okrepilo nasprotovanje prodaji iz vrst sindikatov in nekaterih političnih strank. Pojavljajo se strahovi, da bi lahko imel Agrokorjev prevzem Mercatorja negativne posledice za tamkajšnje zaposlene, Mercatorjeve dobavitelje in nasploh za gospodarstvo, še posebej za kmetijstvo in živilsko predelovalno industrijo. Delničarji Tovarne Nogavic Polzela na skupščini potrjujejo načrt finančnega prestrukturiranja družbe. Predlagano je poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, nato pa njegovo povečanje s stvarnimi vložki. Predsednica uprave Polzele je prepričana, da so pripravili realen in dobičkonosen poslovni model. Država je potrdila pomoč Polzeli v obliki poroštva za kratkoročno posojilo, a mora soglasje podati še Evropska komisija. Zdravstvena zavarovalnica je bolnišnici Ptuj odvzela program preventive za odkrivanje raka na dojkah. Čeprav imajo nov mamograf in usposobljeno osebje, ne smejo izvajati preventivnih pregledov. Svojo odločitev je zavarovalnica utemeljila z razlago, da je v Mariboru v ta namen vzpostavljen državni program DORA. Pričakovati je, da se bodo zato v Mariboru čakalne vrste za preventivno mamografijo precej povečale, kar dolgoročno pomeni, da obstaja možnost povečanja tveganja za obolevnost za rakom na dojki v Podravju. V prvih 4 mesecih letos je bilo v Sloveniji zabeleženih dobra 2 milijona prenočitev turistov, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani. Aprila je bilo število prihodov tujih turistov večje za 17%, njihovih prenočitev pa je bilo za 16% več kot aprila lani. Tuji turisti so v Sloveniji v letošnjem aprilu ustvarili 64% turističnih prenočitev. Največ turistov je prišlo iz Italije, Avstrije, Nemčije, Rusije, Srbije in Hrvaške. Največ prenočitev turistov je bilo aprila v zdraviliških občinah. Danes zaznamujemo Mednarodni dan proti zlorabi in nezakonitemu prometu z drogami, ki letos poteka pod geslom Zasvojenost lahko preprečimo, lahko pa jo tudi zdravimo. Kot so sporočili z Inštituta za javno zdravje, tokratna kampanja poudarja tako pomen preventive kot tudi pomen zdravljenja in rehabilitacije. Po podatkih inštituta je v Sloveniji katerokoli nedovoljeno substanco že uporabilo dobrih 16% ljudi, starih med 15 in 64 let. Pri tem jih je 15,8% poskusilo marihuano, dobra 2% kokain in ekstazi, 1% LSD, 0,9% amfetamine, 0,5% pa heroin in nove droge. Tudi v petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V soboto bo dokaj jasno, nekaj več oblačnosti bo v hribovitem svetu. Pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo v alpskem svetu spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Drugod bo še večinoma sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Delavci čakajo na plače, mariborska občina pa slabo banko usklajuje pogoje najemne pogodbe. Mariborski vodovod te dni opravlja redno letno razkuževanje vode s plinom. Zaskrbljenost zaradi požarov v Slovenskih Goricah, v soboto je v Destrniku zgorela tračna žaga. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.